takšnih vremenskih neprilik, ki so, da je bilo kar najbolj, da se predstavimo kar sem. Da malo popijemo, malo podebatiramo, ko se pa predstavimo sem pod kozovci. Zaradi slučajev slabega vremena, kam boš pol tisto, ko imaš odojka, tam pa to boš šel, pa pol se predstavljaš še skoraj brez veze. Boš, da gremo sem. Da bom enim še kar povedal, odmah, ko bi prišli sem, bi se tukaj predstavili. Postavili smo ga 9-tič, to je naše tradicionalno postavljanje klopotca v Pešecah, pa si je društvo zadalo, da je to tradicionalno in to bomo obdržali to tradicijo do nadaljnega. Da se vidi, da je to res. To je v bistvu to, da se pač odganjajo ptiči. Je pa ena lepa šega, da naj bo v vsakem vinogradu en klopotec. Neka tradicija in odganjanje ptičev. Ptiči imajo kaj pozovati in zelo pridni so. Zelo, zelo pridni. Kome čakajo, da pridejo noter. Vsak, nimamo enega, bi rekel, skupnega kupca, ampak vsak se pač znajde, kako se pač kdo. V glavnem, običajno lep pridelek prodamo. Trenutno se prodaja bolj bela vina, se prodajajo kot rdeča. In tudi povpraševanje zdaj po grozdju se je že začelo, seveda, je pa tu, če bi rekli, siva ekonomija. Kakšne cene se lahko nadejate tisti, ki bodo prodali grozdje? Cena še zmerom ni tista, ki bi pač mogla biti, zato vsaj, da ljudje nimajo doma zaloga, raj prodajo grozdje, cena je pa, jaz mislim, da ne bo boljša kot lansko leto. Letnik je kar dober, ampak je pa občutno manj nastavka že bilo v začetku, predvsem mislim, da na modri frankini in žametni črnini. Bizeljčan PTP, ne sortne tako, pa tudi sortno, vse sortnega vina pa nam ne vem koliko nimajo. Ljudje pa imajo malo več, imajo frankinje, frankinje malo bolj, mislim, težko se proda. Wunderbar. Veliko je bilo peronospore, v Idi je udarjal noter, tako da je določeno vinogradnikom kar precej škode že povzročilo. Iz sosedne Hrvaške bojo zdaj prihajali. Včasih smo vse prek meje prodali, zdaj pa, ko je bila meja, ne, zdaj se pa spet začelo. Slovenski kupci seveda prihajajo, to so manjši kupci, ki ima za sebe, kupi, ne vem, 200, 300 ali pa 400 kil grozdja, da ima pol za celo leto, da se ga napravi.
Se pa odpira trg na Hrvaškem, imajo tudi Hrvatje svoje vinograde so napravili in Zagreb bi rekel, da je velika tržna niša, se je skoraj kot cela Slovenija, tako da jaz mislim, da se bo na Hrvaško le prodalo grozdje. Ja, zdaj bomo kmalu začeli trgati, potem bo pa martinovanje in zaključek leta. Glede prodaje nismo povezani v zadrugo oziroma društvu Dobeno, smo pa imeli oziroma začeli smo 2 leti, menda ali pa 3, zveza društev vinogradnikov v vinsko-turistični cesti, ampak ta zveza je pol propala. Tam pa kaj ti je? Taki niso več. Kaj ti pa je? Kaj si bil ti nekaj tajna, v tem pa ne je? Marsikjer od naših vinogradnikov je šel v društvo zato, da bo pač z mislijo, da bo boljše prodal svoj pridelek. Ampak ne, ni nič, ker društvo nima, premali smo bi rekel. Bo stava zjebo. Ali pa v potu, ja. Ni dobro, ja, ki bo preveč bo visu. Neč ne bo, jaz ga imam samo za steber prvežen ga. Boš štabar dol nogno. Čeprav zakonodaja to prepoveduje, kar jaz le mislim, da ni to prav, da je meja glih Sava, podnebje, kako na oni strani, tako na tej je enako in tudi prav je, oni imajo malo cvičih je malo bolj prodajen, pa verjetno nimajo toliko zalog, pa pridejo k nam po grozdje. Pa bomo tega zabili meter. Še ga zastavfaj ga noter. Bomo nekaj prinesel, ko bo že del. Zabil, aha, pa dobro. Samo malo vetra, te so najbolj To že zajema. Bolje proč. Nekaj obvezno linijo, tako. Ti še predol. Malo zruno da večja. Še nimaš gor. Vseeno, oži neko konc. Dosti je, ej. Mirko! Dosti je. Pa nidiš tajnega tako dolga? Ne, še druga bo gor, prveži iz tebe. To ne bo veter ga drugi. Valutno. Mandarita!
натікай, Ігор. Але рідко менше вбігав. Треба на відео, зуби на стороні. Марко, не ото дивно. Хайде, байте, ну! Всі, щоб було видно. Na, ko se do polovico Ja bi se pilo žviga. postigne, se Ne mogli pije. pit dobiti. Ja. Nema gazda ni. Thank you.